Tale kratki film je bil delo irskega režiserja Parajka McLaughlina, ki je za tole verjetno uporabil zares masivno količino gradiva. Sploh si ne znam predstavljati, koliko fotografij oziroma posnetkov je moral posneti oziroma skombinirati skupaj, da je sestavil ta videospot. On je sicer letos posnel 2 fantastična videa, poleg tega še Circular za Maxa Cooperja. Gre pa tako žanrsko recimo za eksperimentalni film, nekako sodi, mogoče celo malo bliže tvojemu, a ne? In gre tudi za en tematski žanr arhitekturnega videa mogoče, ki je tudi dokaj prisoten v svetu glasbenega videa. V letošnjem izboru, ko sem delal selekcijo, sem imel 4 videospote, ki so bili na to temo in se nisem mogel odločiti, katerega bi. Recimo en tak bolj komercialni predstavnik tega je tudi Carousels skupine Doves, njihov povratniški singl, ki tudi uporablja samo arhitekturo na tak zelo abstrakten način. In recimo posnet videospot brez ljudi, tudi pri tebi je večinoma ta primer, je to težje dejansko, ne imeti protagonista. A ti to že avtomatsko izniči neko zgodbo v videospotu, nek čustven angažma? Ne, absolutno ne. Zdi se mi, da recimo takoj, ko se odločiš, da greš nekam drugam, se pravi, da delaš brez protagonistov, se ti pol tukaj odpirajo neka čisto nova polja, neke zanimive stvari. In to je res fascinanten primer tega, do kje lahko pride pač neka taka ideja. Mislim, tukaj gre za tako glomazen projekt, pa za tako zelo žlahten eksperimentalni film v resnici, ki dokazuje, da ne rabiš protagonista, oziroma tukaj je protagonist, so vsi te objekti, ta hipnotična montaža, da si tako, sploh nimam besed, v bistvu, kako je to moglo nastajati, pa koliko časa je rabil. Tako da se mi zdi, vsekakor bolj zanimivo, mogoče celo in nas pelje na neka polja nekega mogoče nevidenega, nemislivega ustvarjanja. To povezavo med glasbenim videom in eksperimentalnim filmom bi lahko označili za en tak večni ljubezenski odnos, ne? Tudi iz zgodovine filma, že iz 20. let prejšnjega stoletja se to vleče vse do danes. Iz obdobja nemega filma pravzaprav to izhaja, ne? Ko še ni bilo dialogov in so si režiserji pomagali z glasbeno podlago. Tako da eksperimentalni film in glasbeni video gre za neko povezavo, ki je en tak tihi zastavonoša te forme, konec koncev. In me veseli, no, da tudi nekdo kot si ti, da še naprej gojiš ta odnos, ker se mi zdi, da gre za res en tak vir fantastičnih, inovativnih pristopov, ki širijo to zavest o tem, kaj glasbeni video lahko je. Kaj ti misliš o tem? Ja, in mislim, da to vpliva potem tudi na samo mainstream filmsko produkcijo, ne? Se pravi, iz eksperimentalnega filma preko videospotov, kjer se dejansko pač neke nove stvari preizkušajo oziroma neki koncepti pač tukaj razvijajo, ki so ful bolj vznemirljivi mogoče od tega, kar se v mainstreamu dogaja. Obenem pa pol nadgrajujejo mainstream, kot smo videli že v preteklosti, recimo, da režiserji nekih recimo videospotov potem te prijeme prenesejo v svoje igrane celovečerce in na ta način potem dobivamo pač neko evolucijo tudi te klasične igrane forme, ne. Zanimivo pa je to, ne, da kljub temu, da gre za eksperimentalni video dokaj neznanega izvajalca, recimo temu, da ima 1,5 milijona ogledov, kar se mi zdi ogromna številka za en tak izdelek. In je tudi nek način pokazatelj, da se lahko tudi s temi pristopi uspe v tem odprtem spletnem okolju. Gremo naprej. 10. videospot je malce bolj odmeven, gre za skupino Idols in njihov videospot za singl Mercedes Marxist.